Živo v novem vlogu, midva so v zadnjem tednu končno uspela priti malo na zeleno vejo z vsemi opravili okrog hiše in z drugimi zadevami, za katere si prej tekom renovacije nisem imela časa vzeti časa. Tako da ja, zdaj se lahko končno spet posvetiva malo hiši. Seveda, da se ful veseliva, ampak treba je. Tako da danes se bova prvo lotila zaključnih letov okrog oken. Vsak svoje delo. Jaz sem se lotil tega štoka, ki je bil nekoč pobarven, ampak zelo slabo, tako da se ta barva ful kruši stran. Ampak ja, na določenih mestih se kruši stran in gre čist lepo stran, ampak tam, kjer pa drži, pa res zelo močno drži, tako da sva kupila tudi eno takole orodje. V bistvu ima tak zelo oster nožek tukaj, da lahko tako popraskaš stran. Tako da je kar pospeši to, ampak še vedno je kar veliko dela. Tako da na grobo s tem popraskam stran, pa na koncu pa še pobrusam, da nekako takole pol izgleda zaključek. Ta del štoka sem že zaključil, tako da upam, da bo pol lepo ko bo prebarvala. Jaz pa se bom lotila teh kuhinjskih stolov, v bistvu sva jih dobila od domačinov in nama so tudi lepi, ampak so tudi v strani, tako da jih bom zdaj probala čim bolj spucati s tem čistilom in potem še pobarvati za eno tako belo glazurno barvo in upava, da bo lep rezultat. Ko sva to zrihtala, pa sva končno obesila eno dekoracijo, ki sva se že ful časa veselila. Ta ura ima ful poseben pomen, zato ker je bila od mojega dedka in babice. Dedek je sicer že dolg časa pokojen, od babi pa smo se poslovili v zadnjih letih, ko sem midva potovala. In moja želja je bila, da mi ohranijo to uro od nje. V bistvu je bil dedi ful velik ljubitelj ptic. Mi sta imela dve taki uri doma in včasih sta te dve uri čivkale, na vsako uro je pač en ta ptič se začel kao oglašati. Ampak trenutno to več ne deluje, tako da zdaj sva usposobila, da sama ura deluje, ampak nisem uspela še usposobiti teh zvokov, upava, da jih bova. In če ima kdo slučajno takšno uro doma in mu to ne dela in je uspel usposobiti, se naj javi, ker midva ne veva čist, kako naj se tega lotva. Čeprav to ni bil prvi letošnji sneg, pa vsega toliko do zdaj še ni bilo, tako da čeprav sem imela veliko za delati, smo se odpravili na kratek jutranji izlet. Mogli smo malo preizkusiti sposobnosti naše Škode in ugotovila sva, da se zelo dobro drži na cesti. Poleg tega pa je Šnofka seveda tudi zelo uživala, midva pa tudi, ker je bil res lep snežen dan, čeprav hladen, ampak je bilo res zelo lepo. Imava en dan premora in greva spet v to mesto 2 ure stran. V bistvu morava iti v Ikeo,
Naslednja stvar, ki je prišla na vrsto, pa je bilo končno barvanje štokov. Ves čas so se temu malo izogibala, niti ne namenoma, ampak bolj zato, ker so bile druge bolj pomembne stvari, čeprav nama je šel tisti grč tok zelo na živce, tako da so bila zelo zadovoljna, ko je bilo to za nama. Kmalu potem so se pa lotila tudi tapete na hodniku, sicer je že tapeta gor, ampak eno steno so se odločila prelimati, da bo malo lepši in da bo hodnik malo poživel. Ko sva zaključila s polaganjem tapete, pa sva potem se lotila še zaključnih letov v hodniku, kjer so edino še manjkale. Morava priznati, da so nama res presedle in upava, da jih nikoli več ne vidva ali pa zelo dolg časa ne. Bilo jih je res ogromno in imela sva veliko več dela, kakor sva mislila. Od vsega dela pa so se mogle tudi malo spočiti, zato so se udeležila lokalnega dogodka za praznik Svete Lucije, ki predstavlja neko svetlobo in upanje v tem temnem delu leta. Je bil pa ta dogodek prilagojen za našo regijo, zato so pesmi bolj vesele in oblačila so tradicionalna za našo regijo Dalarno. Na koncu pa so se lotile tudi sestavljanja pohištva na hodniku, ki je edino še manjkalo in nama je res manjkalo, ker nisva kam imela dati bunt in ostalih stvari, ki spadajo na hodnik. Tako da so se tega zelo veselila in spet porabila en dan za sestavljanje.
ampak nam je bil potem končni rezultat zelo všeč. Evo, midva sta končno dokončala s tem hodnikom, ki je bil največji trn v peti. V bistvu smo zdaj približno 3 tedne v hiši in mislila sva, da bova z vsemi deli zaključila v največ 2 tednih, ampak nismo sploh še končala. Ta hodnik je ful dlje časa trajal, kakor sem mislila. Vse te zaključne letve, milijon vrat je v onem drugem hodniku, ker je bilo treba okrog te letve narediti. Tako da je res ful časa trajal. Poleg tega sem vmes še zbolela, imela sem visoko vročino, tako da ja, se opravičujeva, da je ta vlog tudi toliko časa trajal, da nastane. Ampak so pa zadovoljna z rezultatom zdaj. Ja, sploh je fajn, ko ima zdaj končno malo mar in ni več vse po škatlah in po vrečah in posod na tleh. No, delno. Še zmer, ja, velik del še vedno je, ampak predvsem manj kot je bilo. Sva pa zelo zadovoljna tudi s tem, kako je ta omara izpadla, ker sem imela ful težave pri izbiranju pohištva za hodnik, dejansko največje težave od cele hiše. Zaradi tega, ker v Ikeji, mislim, tukaj itak Ikeja praktično ni nam možnost ali pa pač po meri delati, kar je zelo drago, drugače pa vsaj, mislim, v večjih mestih so tudi kakšne druge verjetno trgovine, v Štokholmu recimo trgovine s pohištvom, ampak v teh mestih, ki so nam približen pri roki, se pravi v radiju 2 ur pa pol, je v bistvu edina Ikea, tako da so bila obsojena na Ikeo. In ja, Ikea nima pa nič pametnega za hodnik, v bistvu ima pač neke omare sicer ima, ampak midva so si ful želela imeti tako, da bi imela klop, pa pol nad njo polico in tega nekako kompletu sploh nismo mogla dobiti. Tako da pa sva naročila iz Ikeje to omaro, pa te 2 spodnji omarci, ki so pač v bistvu čisto modularne, si lahko sestaviš pri njih in narišeš načrt. Imaš pač različne omare, ki jih pol skupaj postavljaš, tako da zato so pol te 2 nizke vzela in pa so v Bauhausu kupila tole ploščo leseno in jo dala čez, pooskala, odžagala na mero, oziroma nisva je rabila, to je bilo prav zabavno in sem res sreča, da je nisva rabila v nobeno smer žagati, bila je in po širini in po dolžini glih prav to, kar sva rabila, tako da ni bilo treba žagati, pa še nisva rabila večje kupiti, kakor bi jo rabila in več plačevati, tako da je tudi kar poceni prišla ta rešitev. Pa tudi pol tole polico. Sva v bistvu vse v Bauhausu kupila in polico in te nosilce in obešalnike in pol sva to sestavila, tako da zdaj sva kar zadovoljna z rezultatom in se nama zdi, da je kar praktična ta klop tukaj. Ja, zdi se nama, da je praktična, poleg tega, da niso hotela tega hodnika totalno zapilati z omarami. Vse so praktične, ampak ja, res bi bilo grdo, če bi zdaj tle celo steno zasedle. Hotela so, da vse lepo zgleda in domače, ko stopiš noter, v drugem hodniku pa neke ful izbire za pohištvom itak nismo imela, ker je toliko vrat, da nimava kaj not drugega postaviti, razen omare za čevlje. Ja, seveda bo vse skupaj še malo dekorirala, da bo malo življenja prišlo v te prostore, ampak ja, za samim pohištvom so pa zadovoljna. Ja, tako da to je to za ta vlog, ne? Se nas sva zaključila, v naslednjem naj čaka pa še nekaj detaljnih in upava, da res končnih del prenove spodnjega štuka vsaj za enkrat. Dio!